Ja, hvala za uvodno predavanje profesorju Drobešu. Mislim, da je bilo to zelo zanimivo in tudi zajetno. Tudi jaz sem pripravil par kratkih slik. In sicer profesor Drobeš je že prej omenil Mohvarevo družbo. Mohvareva družba je bila ustanovljena in to je ta ustanovna listina pred 170 leti, kot je bilo ravno tudi povedano, 851 v Celovcu. In ta namen, da se širijo knjige Slovencem oziroma med Slovenci, ta namen je od vsega začetka bil napisan v teh pravilih, v tem pozivu. In zanimivo seveda je, in to potrjuje to, kar je prej profesor Drobeš tudi razlagal, to je bilo namenjeno vsem Slovencem takratne monarhije. To se pravi, tisti pobudniki tedaj julija 1851 so imeli pred očmi celotno slovensko govorečo populacijo, vsaj te cisletanske polovice, to se pravi Koroške, Kranjske, Štajerske, Goriške, Trsta, etc. In skušali so s knjigami, s to idejo zajeti dejansko ves ta prostor. Tudi sam pobudnik Slomšek, ki je dal idejo in je bil tedaj lavantinski škof, je bil doma iz okolice Celja, to se pravi iz današnje Slovenije. In tu se že vidi, kako tesno je tedaj bil prepleten ta prostor in da so ga dejansko razumeli kot nek skupen prostor, neko področje, ki se lahko nekaj novega skupaj ustvari in pač s tem potem tudi nagovarja ljudi. Sedaj pa to ne gre naprej. Na tipkovnico levo, desno. Ni. Ja, nažalost ni. Ja, potem bom moral tako nadaljevati, ker se to ne da nadaljevati, kot je prej še šlo. Čak malo. Zdaj. On je preda. Celoten menu mi to zakrije. Zato. Na vsak način je bilo zanimivo, da je bila ta osnovna ideja potem tako uspešna in dejansko zajela vso to prebivalstvo v teh deželah, da je potem družba z sedežem v Celovcu ob koncu 19. stoletja lahko postavila zelo mogočno stavbo, tle ob Vetrinjskem mestju Fiktringaring. V letu 1871 se je založniške dejavnosti tudi še dodala tiskarna in iz Celovca se je potem oskrboval ves ta slovenski prostor, kar dejansko nekaj posebnega. In tu vidimo tudi enega od tistih koledarjev. Ti koledarji so izhajali letno in v teh koledarjih se tudi ob koncu vedno najde seznam vseh teh članov, ki so bili v vseh teh deželah. Ti člani so razdeljeni po škofijah, po farah in tudi tu se zopet vidi, da je to bil en prostor, ki je dejansko segal od Trsta sem do Celovca in pokrival vse te cisletanske države. Vidi se tudi, da so že tedaj meje, ki so bile deloma proti Ogrski, proti Transletaniji, že omejevali delovanje družbe, ker v Prekmurju dosti manj članov, kot pa na primer na štajerski strani, ampak da vpliv Mohvarjeve je bil tako močan, da je tudi sekal preko teh meja in zajel tudi dežele izven teh slovenskih, avstrijskih dežel, ampak kot rečeno, jedro se je tle ustvarilo in Mohvarjeva družba je imela pred izbruhom Prve svetovne vojne skoraj 100.000 članov. To seveda pomeni pri neki populaciji milijon in pol Slovencev in če računamo na gospodinjstva, da je Mohvarjeva z sedežem v Celovcu dejansko dosegla kar dober del, znaten del slovensko govorečih gospodinjstev v tem skupnem prostoru. Ta razvoj je potem močno okrnila Prva svetovna vojna.
ta skupni gospodarski prostor, kot smo tudi že slišali, je razpadel in to je imelo seveda za neko družbo, kot je bila Mohorjeva družba, zelo hude posledice. Družba je, kot rečeno, delovala v tem celotnem prostoru, naenkrat pa si imel 50 kilometrov od Celovca oddaljeno neko novo mejo. Od teh 100.000 članov jih je bilo 90% onkraj meje, Celovec je tle ostal osamljen, slovensko govoreče območje je bilo odrezano od osrednjega slovensko govorečega prostora, tako da tudi zaradi političnih pritiskov, še bolj pa tudi zaradi teh gospodarskih mejnih okoliščin, je potem tiskarska dejavnost Mohorjeve se v letu 1919 najprej preselila na Prevalje in potem 1927 v Celje. V Celovcu je ostala sicer struktura, hiša in Mohorjeva kot pravna oseba ohranjena, ni imela pa kakšne posebne vsebinske dejavnosti in v tistih letih tega medvojnega časa so prihajale Mohorjeve knjige za koroške Slovence najprej iz Prevalj, potem pa iz Celja. Zanimivo je tudi, da tisti del, ki ga je meja Jugoslavije oziroma SHS ločila od Italije, to se pravi celotna slovenska govoreča Primorska, ki je pripadla Italiji, da tudi tam, da je tudi tista meja bila toliko neprepustna, da se tudi v Gorici ustanovila posebna Mohorjeva družba, ki je oskrbovala primorske Slovence. To se pravi, ti primeri kažejo, da dejansko samo delovanje podjetja Mohorjeve celotne strukture bilo hudo prizadeto in da so potem iz ene skupne strukture, podobno kot so se tvorile nove države, ustvarile tudi 3 ločene Mohorjeve družbe. Ti pobudniki tudi na Koroškem, ker celoten personal, ki se tedaj tudi preselil v Celje, je bil deloma tudi koroško-slovenski, se nekaj časa skušalo se še te državne ločitve premostiti, ampak v 30 letih se je potem to dokončno razšlo in se potem tudi ločili 2 ločene pravne osebi, ena kot nadaljevanje te tradicionalne celovške strukture v Celovcu in ta nova v Celju, ki je, kot rečeno, pokrivala državo SHS oziroma Jugoslavijo. To se pravi, to je dober primer, ta razpad monarhije, nastajanje novih meja, kako močno lahko bremenijo politične mejne okoliščine, poslovanje konkretnih struktur. Potem pride druga svetovna vojna in po vojni je zopet seveda eminentno mejno vprašanje. Tedaj seveda pa iz nekega kompletno drugega konteksta in tedaj je bilo seveda tako, da je ta meja ločila tudi politične gospodarske sisteme in se etabliral v okviru Jugoslavije komunizem in ta celovška Mohorjeva družba se je temu komunističnemu vplivu zoperstavljala. To se pravi, ti Mohorjani na Koroškem so potem začeli obnoviti prvotno dejavnost Mohorjeve družbe, ki je seveda temeljila tudi vsebinsko na nekih krščansko-socialnih demokratičnih načelih in se skušala izmakniti vplivu komunistične Jugoslavije. Tedaj je bila, in to je treba tudi ugotoviti, meja v korist takemu razmisleku, ker če bi tedaj tiste meje ne bilo, bi seveda komunistična oblast posegla v taka prizadevanja in onemogočila kakršnokoli vsebinsko založniško delovanje Mohorjeve v Celovcu. To se pravi, zaradi meje se lahko tle ohranila ta dejavnost oziroma na novo spostavila ta dejavnost in Mohorjeva se je potem tesno povezala tudi z Slovenci v Trstu in v Gorici. Tudi tisti so bili pod pritiskom Jugoslavije, ampak so ohranjevali to demokratično tradicijo in Mohorjeva se je povezala tudi z slovensko emigracijo v Argentini, v Kanadi in je bila tako rekoč nek demokratski protikomunistični tabor. In se ta ideja slovenstva, ki ni samo ena komunistično opredeljena, prav v tem zamejstvu še posebej ohranilo in to zamejstvo je izžarevalo z svojimi medijskimi produkti, z temi knjigami, tudi v slovenski prostor. Te knjige, ki so izhajale v Celovcu,
ali pa deloma tudi potem v Gorici, so se tihotapile v Jugoslavijo, ker so bile v Jugoslaviji prepovedane knjige in je tako rekoč pač mejna situacija omogočala to kritično delovanje in ima s tem tudi zamejstvo seveda neko posebno vlogo pri razvoju slovenskega tudi narodnega razvoja. Ponovno nek drug aspekt meje je po moji oceni naša ljudska šola, ustanovljena leta 1989 v Celovcu in tedaj koroške oblasti zaradi nemško-nacionalnega vzdušja v mestu niso dopuščale ustanovitve kakšne dvojezične ljudske šole v Celovcu in je bila potem zasebna pobuda Mohorjeve, da smo to potem ustanovili in meja, oziroma mejo sedaj razumem nekoliko širše, tudi kot narodnostna meja. To je ravno naša ljudska šola zelo dober dokaz za to, da so tudi te narodnostne meje potem postale vedno bolj relativne, kjer smo seveda potem to presegli in danes od teh učenk in učencev, ki obiskujejo našo šolo, teh je okoli 70 v 5 razredih, sta približno 2/3 iz nemško govorečih družin. Tudi tu seveda kot Mohorjeva skušamo presegati te meje, ki ločujejo slovensko govorečo koroško prebivalstvo od nemško govorečega koroškega prebivalstva in tudi tu je ena važna naloga, da se pozicioniramo kot posredniki slovenske kulture v ta nemško govoreči prostor. Podobno vlogo imajo po moji oceni tudi primorski Slovenci v Trstu in v Gorici, tudi zanje velja, da so seveda na eni strani ločeni od osrednjega slovenskega prostora, na drugi strani imajo pa ravno zaradi te svoje onkrajmejnosti neko posebno nalogo, namreč da so posredniki slovenščine, slovenske kulture v romanski italijansko govoreči svet. Podobno to velja tudi za koroške Slovence v relaciji do nemščine pa nemško govorečega sveta. To naše izobraževalno dejavnost, ki od vsega začetka zapisal v naših pravilih in tudi to širjenje slovenske kulture pa ohranjevanje slovenske dvojezične kulture na Koroškem smo skušali tudi v zadnjih letih širiti in smo pred 2 leti kupili poslopje tle v Šentruppertu pri Celovcu v Ejnetovi ulici in tam ustvarili tudi dvojezične jasli in tudi dvojezični vrtec. Medtem obiskuje 105 otrok te jasli, ta vrtec, mi vodimo tam 5 skupin in cilj seveda je, da se ti otroci potem tudi naučijo obeh jezikov, ker ena od ključnih zadev pri takih čezmejnih gospodarskih sodelovanjih je seveda znanje obeh sosednjih jezikov. In še ena dodatna dejavnost tudi Mohorjeve je naša domovska dejavnost. Tudi tu prihaja veliko otrok iz osrednjega slovenskega prostora, ki se želi naučiti v Celovcu slovenski oziroma nemški jezik in hkrati tudi ohranjevati svojo materinščino. Tudi tu vidimo, kako je meja vedno bolj relativna, da dejansko veliko ljudi tudi iz Slovenije prihaja na Koroško. To, kar je prej bilo rečeno glede Evropske unije, in tudi glede direktnih investicij, to vse drži. Bistven del evropskega skupnega trga je tudi svoboščina, prosto gibanje oseb. To se danes pozna tudi na Koroškem. Danes imamo na Koroškem okoli 5000 slovenskih državljanov, ki tukaj živi. To je znatno število. Mi to vidimo, če na primer gre za prijave v naš vrtec, v naše jasli, koliko je otrok iz takih družin, ki so se preselile v zadnjih letih. To se pravi, poleg teh direktnih kapitalskih naložb se vidi, da vedno bolj se povezujejo, izmenjajo tudi ljudje, mladi, starejši in da seveda neka struktura, kot je Mohorjeva družba, se mora vedno spet najti v teh novih okoliščinah oziroma prav zaradi te dvojezičnosti in zaradi te obmejnosti
ki je včasih bila tudi težavna, se vedno spet ponuja tudi nove priložnosti, nove možnosti in lahko te reči kot dvojezična struktura še prav posebej morda tudi efektivno izpolnjuješ in prevzameš neko posebno vlogo, tako da je po mojem tudi v samem bistvu Mohvarjevi morda to ravno ena od tistih najbolj značilnih točk za celotno Mohvarjevo družbo. Toliko morda z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Imam medtem eno vprašanje, ki bi ga tudi lahko opravili kar sedaj. Sicer pa mislim, da ste na to že odgovorili. Na spletu piše tradicija in inovacija. Katere inovacije ste štartali v zadnjih letih? Ja, pri inovacijah mi imamo seveda, kot smo zdaj že videli tudi pri tej prezentaciji, zelo različna področja. Eno seveda to bilo, da smo to vzgojo razširili na te najmlajše otroke. Ti prej niso bili zajeti, to se pravi, v Celovcu ni bilo nobene dvojezične ponudbe za otroke od 1. do 3. leta. Mi smo to naredili sedaj v zadnjih 2 letih, da smo to dejansko tam razširili. Pri knjigah je seveda to tudi neko posebno poglavje. Tle smo na primer v zadnjih 2 letih oziroma 3 letih izvedli posebni evropski projekt Smart Tourist, ki ga je tudi podprl KWF. In v tem projektu gre na primer za povezovanje klasičnih analognih vsebin z pohodništvom. In to pa naredimo preko mobilnih aplikacij. To se pravi, če hodiš po teh dolinah, gorah, dobiš na mobilno aplikacijo relevantne informacije preko QR kode in tam tudi vedno povezave k knjigi. To se pravi, centralno tle je in te zadeve treba tudi v bodoče še naprej razvijati. Kot Mohvarjeva, ki seveda temelji na neki vsebini, ki z svojimi avtorji producira vsebino, je vedno samo vprašanje, kakšen medij potem uporabljam, da to vsebino spravim do konzumenta. To je lahko tiskana oblika, lahko pa tudi digitalna oblika, lahko pa tudi kombinirane oblike. In s temi evropskimi projekti skušamo take pilotne zadeve tudi narediti. In tudi naše šolske knjige izhajajo redno tudi v digitalni obliki. To se pravi, tle se skušamo tudi na tem področju nekoliko na novo pozicionirati.